Pozdravljeni v Minutah za kulturo. V našem delovnem studiu je novinarska kolegica z zunanje redakcije Mimi Podkrižnik, soavtorica popolnoma nove, še sveže knjige z naslovom Na sončni strani Slovenije. Mimi, pozdravljena. V teh dneh si dala kar nekaj odgovorov v tej knjigi, ki ste jo napisali skupaj s kolegico Matejo Gruden. Moram reči, da ko knjigo prelistaš, ti pade v oči stavek iz spremne besede Mance Košir, ki pravi, da v tej knjigi ni prostor za dolg čas, za blefiranje, za tarnanje, ampak za vse kaj drugega. Mene pa zanima, s kakšnim namenom ste pravzaprav se lotili te knjige. Midva sva želeli pokazati, da je med nami veliko zanimivih ljudi, za katere se pa nekako premalo zanimamo, eno tako celo morje ljudi. Mediji, v katerih pač vse tri delujemo, zelo radi slikamo neke super junake z različnih seznamov, pravkar smo dobili, seznam 10 najbogatejših Slovencev in tako naprej. Po drugi strani zelo dajemo pozornost nekakšnim tudi antijunakom ali pa kvazi junakom z različnih šovov, ki lahko to spremljajo na televiziji, Ampak v bistvu okrog nas je pa eno morje zanimivih ljudi, ki živijo zanimive zgodbe, ki so ustvarjalni, ki nekako, kot sva že nekje rekli, ki hodijo po svoji poti, ki imajo življenje v svojih rokah, ki so pogumni, prosti, ki so tudi na nek način osvobojeni nekega okolja, družinskega, socialnega, geografskega, ideološkega. Tako. V tej knjigi so nam lahko navdih, so nam lahko vzor. Ja, cilj je, da bi vsaj kakšna zgodba, 40 jih je, v bistvu nagovorila kakšnega bralca, da bi ga navdihnila, da bi v njem prebudila, motivacijo, da bi mu dala pogum, da bi rekel, vidiš, kako se da, saj se da, saj je možno, saj je mogoče. Ste si videli že na začetku začrtali, eno kvoto teh 40 ljudi, ali je to nastajalo spontano? Ne, to je potem, kvota je bila malo višja, ampak potem je bilo pač težko to uresničiti. Tudi mi, da sva pač skozi življenjsko pot ali pa recimo tudi skozi profesionalno pot spoznali veliko zanimivih ljudi, ki smo jih recimo osvetljevali na en način, ne pa na kakšen drugačen način. In v bistvu so se porajala ena imena, ki bi si zaslužila mesto tudi v eni taki knjižni obliki, in potem sva jih pač v bistvu postavili v različna poglavja, ki so že prej domislili. Poglavja? Ne, par teh ljudi. Tudi pridejo zdaj najprej na misel. Ne vem, recimo ljudje, ki so, eno poglavje je z vseh vetrov, to so tujci, ki živijo v Sloveniji, ki na nek način pridržijo, nam nastavijo ogledalo, nam pokažejo, to, kar mogoče mi ne vidimo ali pa o tem ne razmišljamo. Ta razmerja, recimo, to je bilo meni zelo zanimivo, med urbanim in ruralnim, veliko, majhno. Kako se počuti nekdo, ki je se rodil in odrastel v Manchesteru, živel 8 let v Parizu in zdaj pristal v Sloveniji. Tukaj si uredil življenje, se pravi, živi in dela tukaj, ima družino. Kako razmišlja o teh prostorih? Ampak njihovi poklici, njihove življenjske usode so zelo različne. Zelo različne, ker tu imamo od doktorjev znanosti do literatov, do poslovnežev, eno poglavje Sam svoj gospodar, kjer govoriva o ljudeh, ki nekako niso pod varno perutjo nekega delovnega sistema, enega podjetja ali pa javnega sektorja, ampak živijo, delajo to, kar sami hočejo. In to so na nek način pogumni ljudje, rezati kruh sebi, svoji družini in še več sodelavcem. Ampak če greva zdaj na drugo stran, so bili te ljudje takoj pripravljeni na sodelovanje, se odpreti? Ja, v bistvu ja. In tu je tudi en tak, nekaj zanimivega se je mogoče pokazali, da je knjiga še vedno ena taka, nekaj svetega, recimo v našem okolju. Zelo so bili navdušeni, počaščeni, da bodo dobili svoje mesto v knjigi. Verjamem, recimo, če bi mogoče, če bi delali spletni projekt, mogoče ne bi bil odziv tako lep. Recimo, tako pa čutiš to zadovoljstvo. Jaz sem slišala, na sredini predstavitvi knjige je bilo polno ljudi, ogromno ljudi. Kaj pa je bil kakšen, ko bi rekla, komentar na knjigo, ki te je navdušil ali pa mogoče raznežil? V bistvu občutja so bila, to je bil dogodek, ki je bil tudi poln emocij, občutja so bila res lepa, ker so v glavnem leteli komplimenti, Pač nekako smo
v enem takem času, ko je veliko pesimizma, tudi malodušja, strahu, ne, kot so že nekje rekli, strah pred, ne vem, pred tem, kaj bo jutri, kaj bo z nami, kaj bo z našimi otroki, kako bo z delovnimi mesti. Ne. Tu pa daje, tu knjigica pa hoče biti en tak žarek, no, sporočilo ljudem, da je marsikaj mogoče. Hvala, Mimi, za te. Prosim, ja, hvala tebi.